Včasih še sam ne morem verjeti, kakšne buče nam prodajajo na nekaterih predstavitvah. Potem pa pridem na premiero nove Fabie, kjer nam najprej povejo, da avtomobil ni modni dodatek, da mora sveže izgledati še čez 5 let, ne pa da takoj, ko pride ven, kriči, gledajte, kako se hud, potem pa se ga čez 1 leto že vsi naveličajo. Poglejte, z linijami res niso pretiravali. Tole je sicer nek Tornado Line, ampak to je to. Celo podobnosti s prvo generacijo so vidne, tole je sicer tretja po vrsti. Vse skupaj je preprosto, ampak nekako bolj skladno. Malo nižja je, v bistvu ne tako malo, za 3 cm, zato v zadnjem delu ne deluje več tako težko. Predvsem je pa kar 9 cm širša kot prej, kar pa je v tem razredu zelo veliko in se v kabini še kako pozna. Dobro, tudi pri izgledu se poznam, ker dejansko deluje in tudi je bolj stabilna, ampak znotraj za potnike je občutno več prostora, seveda tudi na račun daljše medosne razdalje. Še ena dobra novica, tudi več prtljage boste lahko vzeli s seboj, po novem 330 litrov, torej 15 več kot prej, če podrete zadnjo klop pa 1150. In če še ni dovolj, je v začetku naslednjega leta na vrsti Caravan, ki bo baje vodilni v razredu, torej Vision C salona v Ženevi je bil kar dobra napoved novega oblikovanja pri Škodi. V 15 letih so prodali 3,5 milijona Fabij. Za obliko pa je zadolžen kar slovenski oblikovalec pri Škodi, Marko Jevtič. Ker je avtomobil v tem v Evropi izredno priljubljenem razredu za Čehe še kako pomemben, so mu namenili cel kup varčnih motorjev, vsi po vrsti ustrezajo normam EU6. Gremo po vrsti. Najprej bencinski 1.0 MPI s 44 kW, potem 1.2 TSI s 66 ali 81 kW, dizelski pa 1.4 TDI s 55, 66 in 77 kW. Pa še najvarčnejši Greenline bo prišel s 3-valjnim turbodizlom in 55 kW, ki naj bi v povprečju porabil samo 3,1 litra na 100 km. Tako bo verjetno eden najvarčnejših avtomobilov sploh. Samo 82 gramov CO2 na kilometr bo povprečni izpust ob takšni porabi. Če niste nič razumeli, mogoče v pomoč, moč motorjev bo od 60 do 110 konjev, RS-a pa baje ne bo več. Pravijo, da ne bi bila nova Fabia tudi do 17% bolj varčna. Velik delež pa tu igra manjša masa, saj takšna Fabia, kot jo vozim, tehta manj kot tono. Namenoma sem vzel čisto osnovni 1,0 litrski motor samo 44 kW, to je 60 konji, ker me je zanimalo, če to sploh kam gre. No, veste kaj? Prvi občutek je super, motor je nezahteven in čisto dovolj zmogljiv, tako da brez strahu. Za zahtevnejše pa so že prej omenjeni turboti. Z najbogatejšo opremo Style bo takšen stal pri nas okrog 13 000 evrov, osnovni pa okoli 10 800. In ko sem na hitro pogledal seznam opreme, že serijsko bo na voljo klimatska naprava, 6 zračnih blazin, električno pomični sprednji stekli, ni slabo. Za večjo unikatnost pa so uvedli še prodajni program Color Concept, kjer lahko izbirate med 15 različnimi barvami karoserije, spreminjate pa lahko še barve platišč, strehe in vzvratnih ogledal, tako da je na koncu več kot 100 različnih barvnih kombinacij. Tu so tudi vse Simply Clever rešitve, od hladilnika pijače v predalu spredaj, prostora za velike plastenke v vratih, strgale za led na vratih zunaj, nosilce za telefon znotraj, mrež v prtljažniku. Ja, čisto enostavno in premišljeno je Fabia spet krasen avtomobil. Še vedno za zmerno ceno in ne preveč izstopajoč. Pri nas pa se začne prodajati 8. decembra.